Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospod Andrej Sirk, vi ste lastnik in direktor podjetja TL Sirk, transport in logistika Sirk, predvidevam. Torej, na tem kongresu oziroma konferenci logistike ste sodelovali v okrogli mizi na temo globalni trendi, te izzivi, s katerimi se soočamo. Kakšni so izzivi za vaše podjetje? Kakšni so izzivi, če se glede na to, da je trenutno ta situacija, katera se dogaja v svetu, trenutno največji izziv nam je vsa ta energetska kriza oziroma v tem primeru za nas pogonsko gorivo, dizel, nihanje cen, nestabilno okolje, kar pomeni, da je težko predvidevati, biti suveren, delati neke plane, ampak je življenje od danes na jutri, kar pomeni, da vsak dan posebej se odločaš in nastavljaš nove plane, nove izzive rešuješ in to je nekako, s tem se trenutno največ ukvarjamo. Predstavili ste tudi dobro prakso. Kakšne preoblikovanja ste naredili v podjetju? Kakšna preoblikovanja? Stvar je ta, da smo v zadnjih letih večino delali na procesih, kar pomeni, da vsi procesi navzven oziroma da smo čim bolj fleksibilni in da se znamo na vse spremembe, da imamo možnost sprememb s hitro reakcijo, da nimamo nekih hujših in finančnih in tehničnih in kakršnikoli posledic. Kako veliko je vaše podjetje? Koliko imate vozil, koliko zaposlenih? Mi trenutno v Sloveniji zaposlujemo 180 ljudi, v Srbiji 40, od tega, ko ste me vprašali za vozila, lastne flote imamo 110 kamionov, 160 prikolic, večina je za generalni tovor in prevoz kontejnerjev. Bi vam pomagala kakšna intermodalna skladišča? O tem zelo veliko govorimo, ampak praktično je še vedno ves promet na cestah. Znotraj našega portfelja so tudi skladišča, imamo tudi skladišča, tako v Sloveniji kot v Srbiji. Trenutno smo na 70 000 kvadratih. V naslednjem letu, to sem danes predstavil ta projekt, v naslednjem letu marca odpiramo novo skladišče v Sežani, dodatnih 47 000 kvadratov, namenjeno za end-to-end logistiko. Je to skladišče v Sežani povezano tudi najbrž z drugim tirom ali ne? Kako je s tem? To ni povezano z drugim tirom, to je bolj povezano glede na situacijo, kar se dogaja trenutno v Evropi, menjava ali pa spremembe blagovnih tokov. Dejstvo je, da mi smo vezani veliko na samo avtomobilsko industrijo in večina teh proizvajalcev oziroma proizvodenj ali montaž, dajmo tako reči, uvaža same avtomobilske dele iz Azije, iz azijskih držav. In to je nek razlog, to je razlog, da smo se odločili za skladišče v Sežani, ker je vseeno bližina Luke Koper, Luke Trsta in s tem. Torej, sodelujete tudi z Luko Koper. Kakšno je vaše sodelovanje z Luko Koper? Z Luko Koper sodelujemo, sodelovanje korektno, vedno je prostor pri nas in pri njih za izboljšave, tako da ne bi kaj hotel komentirati. Kaj je po vašem mnenju ozko grlo slovenske logistike? Ozko grlo slovenske logistike je pretočnost. Dajmo reči, da gužve, dela na cesti. Druga stvar je, prej ste omenila drugi tir. Drugi tir bi moral biti narejen že 20 let nazaj, ne pa da se zdaj še pogovarjamo oziroma da še vedno ni v funkciji in tako naprej. In kar je žalostno tukaj je tudi to, da govorimo drugi tir, prostor je še za en tir zraven in v tem primeru ga niso naredili, ker ne vemo razlogov in tega ne razumem. Zakaj ne sledijo vsem tem povečanjem, ker tudi Luka Koper vsako leto povečuje število kontejnerjev, število pretovorjenih ton in vsega in posledično temu ni čudno, da so gužve oziroma da so zastoji.
Kako vaše mnenje, recimo tako, ki ste ga zdaj povedali, pa seveda tudi mnenja drugih logistov, ki so kritična, bi lahko rekli, kako pridejo do odločevalcev ali pa do politikov? Mislim, kako pridemo do odločevalcev, pač mi pozivamo preko obrtne zbornice, preko gospodarske zbornice, smo člani tudi združenja Menedžer, pač povemo problematiko, vendar to govorimo že toliko in toliko let, ampak slišijo nas, nismo pa slišani. V kakšni meri je to okoljsko poročanje, ki smo mu bili priča, temu razcvetu, predvsem v tej zeleni agendi, mogoče se je zdaj malce umirilo, v kakšni meri vpliva na vaše delo? Pa trenutno pač vpliva na samo lastno ceno, ne? Kar pomeni, da pač da so te stroške, vse, kar nam nastane, pač dejstvo je, da to moramo pač ukalkulirati lastno ceno in zaračunati naprej. In kako boste ukalkulirali to dražjo ceno dizla, bencina? Stvar je ta, da smo pač, kar se tiče dizla, dajmo reči, da 80% pogodb smo imeli kvartalno indeksacijo, kar pomeni, da se je na vsake 3 mesece spreminjala cena glede na nihanja na trgu. V tem obdobju smo pa šli na tedensko, kar pomeni, da smo prešli z večino strankami smo prešli na tedensko indeksacijo, kar pomeni, da vsak teden pač korigiramo ceno goriv. Pač del cene. Vaše cene, ki jo zaračunate. Tako je. Ja. V kolikšni meri vi uporabljate umetno inteligenco pri svojem delu? Pa umetna inteligenca je že od samega začetka naš novi sodelavec, ne, in dejansko nadomešča že veliko stvari, tako da imamo znotraj firme pač IT oddelek, kateri skrbi za vse procese oziroma za vse, kar je povezano z, dajmo reči, in s softverji, tako tudi samo opremo, in hkrati sproti dnevno se razvija oziroma se jo uporablja. Torej, čemu dajete večjo težo in pomembnost? Digitalizaciji, avtomatizaciji? Vsekakor želimo, mislim, digitalizacija, to je samoumevna stvar. To je pač danes, dajmo reči, da to je že normalno in se tudi ne govori več veliko o tem, ne. Kar se pa tiče avtomatizacije, je pa zadeva ta, ne, da ni problem investirati v avtomatizacijo, če imaš ti na drugi strani naročnika, ne, ker mi pač točno vemo, kaj lahko naredimo in tudi ponudimo, ampak potem je pač na naročniku oziroma naši stranki, a se odloči za tako ceno, ker avtomatizacija na kratek rok ni vedno najcenejša, ne. Kaj bi svetovali mladim? Nekaj mladih sodeluje tudi tu v Hekatonu. Kaj bi jim svetovali tistim, ki se odločajo za delo v logistiki, mogoče za ustanovitev nekega podjetja? Kaj bi jim svetoval? Da se ne prepustijo in jaz sem prej na okrogli mizi pač malo v šali, malo zares. Sem pač izjavil, da se je meni spremenilo mišljenje okrog vsega, ko sem pač prešel na, ko bi rekel, ko sem spremenil mindset, da je biznis igra sicer v pozitivnem smislu in da se skozi nekaj igramo, včasih nam pa tudi kaj rata, ne. In tu bi jaz svetoval mladim, da naj se probajo čim bolj igrati, nekaj bo sigurno uspelo. No, če bi danes še enkrat začeli z ustanovitvijo nekega transportno-logističnega podjetja iz ničle, v katero tehnologijo bi vložili svoj prvi evro? Absolutno digitalizacija, avtomatizacija, digitalizacija in to je to. Gospod Andrej Sirk, najlepša hvala za pogovor.